Danes v Pomurskem dnevniku. Kako ljudje najraje praznujejo Božič? Drsališče tudi v Lendavi. Pomanjkanje kadrov v domovih za starejše. Energetska učinkovitost. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Smo v predbožičnem obdobju in le še nekaj dni nas loči do Božiča. Za mnoge najljubšega praznika. Podali smo se na ulice Murske Sobote in na ključne mimoidoče povprašali, ali imajo radi praznike ter kakšne običaje gojijo doma. Seveda nas je najprej zanimalo, ali imajo ljudje sploh radi božične praznike. Ja, zelo rado, ko se cela družina zbere, pa se malo pogučimo, malo kaj dobrega pojejmo, se poveselimo. Žena mi je bolna fejs, tako tisto veselje je minilo. Tudi, ja. Pa vse druge praznike. Lepe običaje, pa lepi praznik. Zelo. Družinsko, peciva se pečejo, družimo se. Ne maram jih. Odkar mi je mož umrl, jih ne maram, pa to je že dolgo nazaj. Kolikor nekaj malega žetka za vnukinjo, pa za sina pa to, ampak drugače pa ne. Naši sogovorniki so nam predstavili tudi svoje najljubše običaje, ki jih skozi leta radi ohranjajo. Vse, kar je bilo od mojega otroštva, okraševanje jelke, pa vse to. Ko se zberemo vsi ponovadi tam za Božič, za kosilo, smo malo vkipali. Najboljše je, ko vedno kekse pečemo vsako leto, pa pač obdarovanje te pripravimo ponovadi tako, ko žrebamo, pa si te med sabo obdarujemo tako, ko pač ne vemo, koga imaš, pa te pač je zanimivo, ko vidiš, kako dobiš pa to. Jaz pa rad preživim praznike s prijatelji, pa to, pa te skupaj se zabavamo. Ja, to, kako smo še od staršev imeli, ja. Nimamo nobene posebne tradicije, samo pač postavimo vedno smreko, ne te pa ponovadi se obdarujemo drug drugega tudi. Ja, obdarovanje, pa še peciva se pečijo. Obdarujemo se pa za tistim, ko je pač kdo kaj rabe. Nogavice, kape, jakne, ne je to nek še nakit ali karkoli, ampak to, ko v življenju pač nucamo. Pa jaslice, to se tudi postavljamo, to že zdaj 8 let, moramo še iti nekaj v šumu, v nabavo, tako, mora biti živo. Lepše diši, lepše je vzdušje. Cela družina krasi smreko, vedno vsi skupaj se zberemo, pa vsi okrasimo te skupaj. Mi tudi vedno vsi skupaj, sem pač zdaj zadnjo leto edino te nisem, te so starši. Samo. Zato, ko te pravi, ko te odjezo však, pa te se grasi, pa se delajo te jaslica, to še malo sem si sama napravila. Ponovadi mi vas partnikov. Mnogi so že postavili tudi božično drevo, spet nekatere to opravilo še čaka. Spomnili smo se tudi na pretekla praznovanja. Ne smo imeli skozi leto vsega tako zadosti, kot imajo zdaj. Zdaj imamo skoraj celo leto, pa je ne tako okusno, kot je bilo te. Ne? Če drugo ne smo brodili v jesen, pa smo kaj nabrali, ko smo dali noter v potico. Pa doma pečeno, pa tako. A nekdaj čisto drugače bilo. Mi smo radi bili, ko smo po moranču dobili. Ne? Ja, takrat je bilo pa veselo, pa mlada sem bila. Družinsko, pa mislim s prijatelji pa to. Ali pa smučat smo šli tudi kakšno novo leto. Dobro, družina doma, deca, ko smo bili doma, super. To smo včasih prinesli tisto novoletno jelko ali božično jelko. Ne? To je vse dešalo noter. Ne vem, nikako drugače je bilo doma pri mame, pa pri oče, ne vem, drugače. Mogoče moje deca pa zdaj tako čutijo, kako sem včasih ga čutila. Na marsikaj, tudi na praznično vzdušje, je v današnjem času vplivalo potrošništvo. Prehitro že vse vkipvedajo, od polica že imaš od oktobra dejansko. To se zdaj že na dan mrtvih krasi. Te smo pa krasili 4 dni prej, pred Božičem. Mogoče tudi zato mi prazniki glih niso, sploh pa ne tile zdaj. Kakšen 1. maj pa tisto mi je še všeč. Tole zdaj pa mi je preveč kičasto že vse pa tak. Te si šel v trgovine, si imel zadnji teden samo, ne? Je bilo vzdušje, tisto prav vzdušje, zdaj že po 2 meseca prliješ, imate se. Več nekaj tistega vzdušja, kaj je bilo prlije. In bistvo Božiča, predvsem v navidez preprostih stvareh. Tisti iskreni objem, solze v oči pride, to je največje darilo za Božič. Vsi, ki imate radi zimo in drsanje, se boste že kmalu lahko povsem brezplačno zapeljali po ledeni ploskvi. Tokrat v Lendavi. Prave zime zagotovo ni brez zimskih športov. Sploh drsanje je ena tistih dejavnosti, ki jih imajo radi ljudje vseh generacij. In v petek, 22. decembra,
tudi v Lendavi odpirajo drsališče. Leto se nahaja ob hotelu Kubis, njegova površina pa meri 250 kvadratnih metrov. Vsi obiskovalci bodo lahko v drsanju uživali vsak dan, med delovniki od 15. do 21. ure, čez vikende pa od 10. do 21. Podaljšan delovni čas drsališča pa bo tudi v času prazničnih dni, in sicer od 22. decembra do 7. januarja ter v času zimskih počitnic, ki letos trajajo od 26. februarja do 1. marca. Drsališče bo v teh dneh odprto med 10. in 21. V tem času bo poskrbljeno tudi za gostinsko ponudbo. Ljubitelji drsanja pa bodo lahko na ledu uživali povsem brezplačno. Brezplačna pa bo tudi izposoja drsalk. Drsališče bo sicer odprto vse do 3. marca. Domovi za starejše se že več let spopadajo s problematiko pomanjkanja kadrov. Ob tem pa se zaradi staranja prebivalstva povpraševanje po namestitvah v domovih veča. Tisti, ki bi delo lahko upravljali, zaradi nizkih plač in težjih pogojev ponavadi odhajajo v tujino, kjer je to vrstno delo veliko bolje plačano. Kljub večletnim opozarjanjem se zdi, da na tem področju do zdaj ni prišlo do večjih premikov. Marsikdo se niti zaveda ne, kako pomembni so domovi za starejše. Seveda, dokler ga ne potrebuje sam. To mi dosti pomeni, ker sem prišla v Bergah, sem prišla sem, tu imela v hrbtenici, napako imam neko in sem se tu tako rekoč ozdravila. In ker vse posod sodelujem, ne, tu pa je ogromno nekih stvari. Čakalne vrste za domove so vedno daljše. Hkrati pa te ustanove na razpisih za prosta delovna mesta le s težavo najdejo negovalke, zdravstvene in druge delavce. 20% zaposlenih ta trenutek, tako kot v celotnem sistemu institucionalnega varstva v državi, premalo in tudi pri nas ta številka ni drugačna. In seveda ni rezultat zadnjega leta, zadnjih 2 let, ampak res zanemarjanja področja vrsto let. Domovi za starejše pa se ne soočajo le s pomanjkanjem delavcev. Še bolj problematično kot pomanjkanje kadra je velika fluktuacija. Ljudje prihajajo in odhajajo zaradi tega, ker je delo izjemno naporno, slabo plačano. Ljudje so izgoreli. Vedno znova se zatakne tudi pri plačah, ki za takšno vrsto dela niso primerna. Prav tako so te samo nekaj kilometrov iz Slovenije veliko višje. Bolničar, ko prihaja delati v našo hišo, strežnica, predvsem kuharski pomočniki, rabijo 10 let z izjemnimi ocenami, torej ko presegajo svoje pričakovane rezultate in so ocenjeni maksimalno, rabijo skoraj 10 let, da dosežejo raven minimalne plače. Zato se premnogi, ki bi zapolnili prazna delovna mesta, odločijo, da zaposlitev raje iščejo izven Slovenije. Veliko teh, ki imajo delovne izkušnje, se zaposlijo ali čez mejo v Avstriji. Veliko kadra nam prehaja čez mejo v Avstrijo, ravno iz razloga, ker je nagrajevalna politika, torej plačna politika je nekoliko višja kot pri nas in tudi zelo pomemben razlog delovni pogoji. In kako zagotoviti, da bodo usposobljeni delavci ostali doma? V prvi vrsti seveda je treba upoštevati, da je to zahtevno in težko delo in ga je treba boljše nagraditi. Takrat bodo ljudje tudi stimulirani, kljub temu, da vlagajo velike napore pri svojem delu, bojo vsaj ustrezno plačani. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje je v tem trenutku prijavljenih 44 brezposelnih oseb, ki so zaposljive v domu za starejše. Vendar celo spomnim se ene statistike, da je bilo skoraj polovico teh kandidatov, ki smo jih imeli v evidenci, več kot polovico je bilo tistih z zdravstvenimi omejitvami in jih nismo mogli plasirati na trg dela. Zaradi težjih delovnih pogojev se težava s pomanjkanjem kadra ne pojavlja samo med zdravstvenimi tehniki. Seveda beležimo relativno velik manko tudi na področju kuharjev, ki jih pravzaprav skoraj da ni več mogoče uloviti za delo v javnem sektorju. Moramo omeniti izrazito podcenjenost profilov tudi v upravi. Brez korenitih sprememb se bodo tako dijaki in študenti iz Slovenije še naprej ozirali po sosednji Avstriji.
V sklopu projekta Trendi kohezije s pomočjo poučnih posnetkov kohezijsko politiko Evropske unije približujemo ljudem in hkrati pojasnjujemo, da ni namenjena zgolj črpanju finančnih sredstev, temveč je tudi naložba v naši skupnost in prihodnost. V tokratnem posnetku o energetski učinkovitosti. Danes vam bom povedal nekaj o energetski učinkovitosti s pomočjo kohezijskih sredstev EU. Kaj sploh je energetska učinkovitost? To pomeni, da stavba porabi manj energije, medtem ko ohranja optimalne življenjske pogoje za njene stanovalce. Lastniki takih stavb prihranijo na računih za energijo, povečajo vrednost nepremičnine in živijo v udobnejšem okolju. Za okolje to pomeni manjše izpuste CO2, manjšo porabe energije in boljšo kakovost življenja za vse nas. V Sloveniji smo imeli kar nekaj takih projektov, recimo kar nekaj zgradb je bilo obnovljenih s pomočjo sredstev EU in so zdaj primer energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost je ključnega pomena za trajnostni razvoj, pomaga nam zmanjševati naš vpliv na okolje in zagotavljati boljšo prihodnost za naslednje generacije. Vsak korak v smeri energetske učinkovitosti je korak proti bolj zeleni in trajnostni prihodnosti. Skupaj lahko naredimo razliko. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih delno jasen dan. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 5 stopinj, Lendavi 3, Radencih 2, medtem ko je bilo v Murski Soboti 0 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Več jasnine bo v južni Sloveniji. Po nekaterih nižinah bo sprva megleno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo zvečer krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od -3 do -2, podnevi od 8 do 9 stopinj. V petek in soboto bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo možne občasne manjše padavine. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 0 do 1, čez dan od 5 do 11 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.